Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem bogoslužju v Cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto. Pozdrav velja vsem prisotnim v tem prostoru, kot tudi vsem pred malimi ali velikimi zasloni. Po bogoslužju smo vabljeni na druženje zunaj pred cerkvijo ob kavi in čaju. Jutri ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, v petek ob 19. uri je srečanje za ženske vseh generacij, tudi ob 19. uri, torej v petek je srečanje za ženske vseh generacij, nedeljo naslednjo pa je osrednje bogoslužje. Naša pomoč prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo na današnjo prvo postno nedeljo je iz 1. Janezovega pisma in pravi: Božji sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela. Gre za metaforičen jezik, s katerim pisec govori o temeljnem duhovnem pomenu Kristusovega poslanstva in odrešenja. V psalmu 91 je odziv na Božjo ljubezen, ki želi človeštvo obvarovati pred zlom. Psalm 91 je lahko molitev vsakega človeka, ki ga prežema gotovost v Božje odrešenje. In želi biti rešen hudega, kar molimo tudi v molitvi Oče naš. Izbrani odlomek iz psalma 91 namreč pravi: Tisti, ki stanuje v zavetju najvišjega, ki prenočuje v senci mogočnega, pravi Gospodu: moje zatočišče, to je moje upanje in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam. Zares, ti, Gospod, si moje zatočišče. Naj preberem še enkrat: tisti, ki stanuje v zavetju najvišjega, ki prenočuje v senci mogočnega, pravi Gospodu: moje zatočišče in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam. Zares, ti, Gospod, si moje zatočišče. Preden bomo pristopili k prepevanju in slavljenju Boga s pesmimi, priznajmo svoje grehe z besedami. Večni Bog, začetek letošnjega postnega časa nam želi ponovno priklicati v spomin preizkušenj polno pot tvojega Sina Jezusa Kristusa, s katero je vsemu človeštvu približal tvojo brezmejno ljubezen. Priznavamo, da nikoli ne bomo uspeli v celoti izpolniti Božje besede. Prosimo te, pomagaj nam, da ne bomo sami sebe poveličevali, da bomo bolje premislili besede, ki jih izgovarjamo, da bomo bolj sočutni za stisko bližnjega. Pomagaj nam odpuščati drug drugemu in prosimo te, odpusti nam naše slabosti in usmili se nas. Amen. Sveto pismo nas tolaži z besedami: Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Kajti njemu, ki nas ljubi in nas je svojo krvjo osvobodil naših grehov, njemu slava in oblast na veke vekov. Zaradi teh Božjih obljub naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Tako, v nadaljevanju bomo zapeli uvodno pesem, ki pravi: skozi vrata vstopimo zdaj dvore s hvalnico.
sesti. V različnih kulturah veljajo različna merila o tem, kdo je cenjen in kdo spoštovan. Ta merila pa se skozi čas spreminjajo. Če je bila v tradicionalnih družbah starost cenjena, saj so starejši veljali za bolj izkušene, modre, zrele in so sprejemali pomembne družbene odločitve, pa v modernih družbah slavimo mladost, vitalnost, privlačno zunanjost. Položaj starejših je vse slabši, njihove izkušnje zastarele. Predvsem mi je zanimiv ideal lepote. V afriški kulturi se ideal lepote pogosto osredotoča na polnejše postave, živahne barve in močne poteze obraza. V nekaterih afriških plemenih ženske hrepenijo po tem, da bi se poročile z najbolj debelim moškim. V azijski kulturi je velik poudarek na mladostnih obraznih lastnostih, kot so velike oči, visok nos in gladka koža. V Ameriki so ideali lepote zelo raznoliki zaradi mešanice različnih kultur. Vendar pa je pojem lepote pogosto povezan s fit postavo, belimi zobmi in sijočimi lasmi. Podobno se tudi v Evropi promovira mladostnost in brezhiben videz. Zanimiv je slovenski pregovor, ki pravi: od lepote ni nič vzeti, pa jo vendar vsak hoče imeti. Ljudje porabimo ogromno časa, energije, denarja, da bi dosegli te lepotne ideale. Pri tem pa pozabimo na notranjo lepoto, lepoto srca, ki edino šteje. Vsi smo čudovito ustvarjeni, četudi je moj nos nekoliko ukrivljen, lica morda preveč rdeča in lahko bi v višino merila kak centimeter več. Četudi se včasih prehitro razjezdim, spet drugič pa jočem brez razloga, vem, da me je takšno ustvaril moj nebeški oče. In kaj o lepoti pravi Sveto pismo? Peter v svojem prvem pismu takole nagovarja vernike, in sicer najprej žene. Vaš okras naj ne bo zunanji, v spletanju las, v navešanju zlatega nakita in oblačil, ampak naj bo to rajši skrit človek srca v nepropadljivosti krotkega in tihega duha, ki je dragocen v Božjih očeh. Tako so se namreč nekoč krasile tudi svete žene, ki so upale v Boga in so bile podrejene svojim možem. Tako je bila Sara poslušna Abrahamu in ga je imela za gospodarja. Postale ste njeni otroci, če delate dobro in se ne pustite prestrašiti nobeni grožnji. Prav tako možje z razumevanjem živite s svojimi ženami. V časti jih imejte kot nežnejša bitja, saj so skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo vašim molitvam nič v napoto. In naprej piše še tole: končno, bodite vsi složni, sočutni, ljubite brate, bodite usmiljeni in ponižni, ne vračajte hudega za hudo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova. Rekli boste, pa saj tu ni dosti govora o lepoti. Ampak naj povzamem prebrane vrstice z naslednjimi pojmi. Razumevanje, složnost, sočutje, ljubezen, usmiljenje in ponižnost. Mar ni to ravno notranja lepota? In namesto, da stremimo k zunanjim lepotnim idealom, ki nam ne morejo prinesti niti sreče, niti odrešenja, stremimo raje k notranji lepoti. Bodimo složni, sočutni in kot nam naroča Jezus, ljubimo Boga in svojega bližnjega kot samega sebe. Sestra, brat, dragi prijatelj, čudovito smo ustvarjeni. Dovolimo Jezusu, da deluje v nas, da deluje skozi nas. Dovolimo, da nam odpre oči naših src, da bomo videli Božjo lepoto in lepoto vsakem izmed nas. In vabim nas, da ostanemo in z naslednjimi pesmimi skupaj slovimo tega Gospoda, ki nas je čudovito ustvaril.
oči mi, Gospod, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri oči mi srca zdaj, odpri oči mi, Gospod, rad bi te videl, rad bi te videl.
Pojmo slavo našemu Gospodu, saj je vreden vse časti, in po naslednji pesmi si vzamemo nekaj trenutkov in mu povejmo, kaj čutimo do njega.
Očka. Hvala ti za vsako čudovito stvaritev. Hvala ti za dar življenja in odrešenja in za vsako izkušnjo, ki nas oblikuje in nam daje priložnost, da rastemo v ljubezni. Daj nam moč, da bomo spoštovali in negovali vse, kar si ustvaril, vključno s teboj in s drugimi. Hvala ti, Oče, za vsako čudovito darilo, ki ga vsak dan prejemamo od tebe. Amen. In naše oboževanje bomo zaključili s kolekto in s pesmijo, ki pravi: luč nogam mojim, o Gospod, beseda tvoja je. Izvolite sesti, smo pri Božji besedi iz Evangelija po Mateju, 4. poglavje od 1. do 11. vrstice. Evangelij po Mateju, 4. poglavje od 1. do 11. vrstice. Takole pravi: Tedaj je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je postal naposled lačen in pristopil je skušnjavec in mu rekel: Če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh. On pa je odgovoril: Pisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: Če si Božji sin, se vrzi dol, kajti pisano je svojim angelom, bo zate zapovedal in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril: Pisano je tudi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš. Jezus mu je tedaj dejal: Poberi se, Satan, kajti pisano je: Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tedaj ga je hudič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Amen. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Vstopili smo v postni čas cerkvenega leta in to je čas priprave. Čas priprave na veliko noč, to je klic k spreobrnenju.
In v tem času cerkvenega leta se bere ta odlomek. Ker živimo v svetu raznolikih skušnjav. Pogosto smo po pomembnih dogodkih, kot so diploma, poroka, rojstvo otroka, napredovanje na delovnem mestu ali pa pomočni izkušnji Boga v življenju, ranljivi za skušnjavo. Tudi Jezus je bil takoj po krstu. V nevarnosti smo, da sledimo glasu, ki nam obljublja mnogo in lažjo pot. Pozabljamo, da moramo skušnjavo ubijati, sicer bo skušnjava ubila nas. Težko se osredotočamo in težko se pravzaprav odrekamo praznim užitkom, razvadam, mikavnim ponudbam, predsodkom, stališčem, ukanam, predvsem odvisnostim. Zato je post od vsega tega več kot le post od določene hrane. Je znak duhovne kreposti. Nekdo mi je te dni zaupal, da se bo v teh postnih dneh skušal upreti pornografiji. Pa sem pomislil, lepa odločitev, vendar tudi obrekovanje, podtikanje, kriva pričanja so greh. Torej, kot je rekel slavni irski dramatik Oscar Wilde, lahko se upremo vsemu razen skušnjavi. Če hočemo razumeti skušnjavo, moramo najprej poznati skušnjavca. Sveto pismo skušnjavca metaforično opisuje kot pretkanega, zvitega, zapeljivca, očeta laži, volka oblečenega v ovčji kožuh, princa teme, nasprotnika, obrekljivca, ločevalca, zlobneža. Zavedati se moramo njegovih zvijač, s katerimi nas želi prelisičiti. Kajti skušnjava se vedno začne z izkrivljanjem avtoritete in sejanjem dvoma. In tudi tukaj je bilo tako. Že v vrtu Adamu in Evi, ali je Bog res rekel, na gori skušnjave pa, če si res Božji sin, potem to stori. V knjigi Pregovorov beremo, da se zdi marsikatera pot človeku prava, vendar njen konec so poti smrti. Ali dovolj dobro poznam svoje srce in se zavedam področji, kjer sem posebej ranljiv. Nekatere ljudi skrbi, da lahko hudič bere misli, vendar on ni vse vedoč. Torej to ne drži. Lahko pa projicira svoje ideje in vsiljuje svojo voljo oziroma nasprotuje našim odločitvam s tem, ko kot zelo bister naleti name, ko sem neveden ali pa naiven. Namreč projicira svoje ideje v moj vedno se preobleče v nov videz, da poosebi svojo strategijo. Vendar nima moči, da bi koga prisilil v slabo. Skušnjava ni prisila, skuša pa spremeniti mojo voljo in s tem tudi mojo odločitev. Jezus je bil skušan. Dve največji pripovedi o njegovi skušnjavi sta zabeleženi na začetku in na koncu Jezusovega poslanstva. Prva je tu v puščavi na gori skušnjave, druga, zadnja,
pa v vrtu Gecemani. Če je bil skušan on, smo zagotovo skušani tudi mi. Skušnjave ne bodo nikoli prenehale, so mamljive, ponujajo poceni oziroma lahek nadomestek. Vendar v skušnjavi nismo sami, to nas tolaži. Takole pravi Sveto pismo, nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Prav tako je apostol Pavel zapisal, znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Kako čudovita tolažba je to. Corrie ten Boom, ki je preživela holokaust, je zapisala, če gledaš na svet, boš žalosten. Če gledaš vase, boš potrt. Če gledaš na Kristusa, boš zmagovalec. Današnji evangelij nas uči, da skušnjava napada naše šibke točke. Všeč mi je, kar je zapisal v 16. stoletju anglikanski teolog Richard Sibbes. Takole pravi, Satanova praksa je, da gre čez ograjo tam, kjer je ograja najnižja. Torej, Satanova praksa je ta, da spleza čez ograjo tam, kjer je ograja najnižja. V skušnjavi ne smemo razmišljati o tem, kaj nam skušnjava ponuja, ampak o tem, kaj bomo zaradi skušnjave izgubili. Ne kaj bomo s tem pridobili, ampak kaj bomo s tem izgubili. Namreč zlodej je dal Adamu sadež, vendar mu je odvzel življenje, raj. Kdor želi biti srečen, mora računati na to, ne kaj mi skušnjava ponuja, ampak kaj bom zaradi skušnjave izgubil. Jezus, Božji sin, Mesija, druga oseba presvete trojice, je bil po krstu v reki Jordan 40 dni in 40 noči skušan v puščavi. Zakaj je Bog dopustil, da ga je hudič skušal? Gre za izraz globoke Božje ljubezni do nas. Čeprav se sliši zmedeno in neprimerno. Torej, Bog nas tako zelo ljubi, da je bil pripravljen prenesti vse oblike skušnjav in stisk človeškega trpljenja, da bi nas razumel. Tudi na tem področju. Zato sem se odločil biti kristjan. Zato zaupam v krščanstvo. Kajti tako globoke ljubezni, da bi bil sam Bog pripravljen izkusiti naše skušnjave, šibkosti, stiske, dvome in bolečine, ne najdem nikjer drugje, kajti drugi bogovi niso takšni, so nezavzeti, ravnodušni in ne kažejo odnosa. Kakšna tolažba je, da v naših puščavah nismo sami. Tam nas čaka Bog, ki je premagal skušnjave, puščave. Zakaj še je bil Jezus v puščavi? Gre za geografsko, teološko, torej geografijo. Gre za simboliko. V puščavo je šel iskat izgubljenega Adama. Kajti prvi človek, ki je živel in bival v rajskem vrtu, je končal v puščavi. Torej, šel je v puščavo zato, ker je šel iskat v puščavo izgnanega, izgubljenega Adama. Jezus ni bil v puščavi prvenstveno zato, da bi dokazal,
kaj zmore, ampak je šel v puščavo zato, da bi v puščavi našel nas, izgubljene, Adame in Eve. Je tako, kot gre dobri pastir iskat izgubljeno ovco. Prvi Adam je raj izgubil s tem, ko je kljub obilju jedel prepovedani sadež, drugi Adam pa je, ko je bil sestradan in ni imel izobilja, po postu, med postom, ko je bil lačen, pridobil to, kar je prvi Adam izgubil. Torej, skušnjava je bila nujna zato, da potrdi Jezusovo moralno, duhovno spodobnost za izvršitev Božje volje in poslanstva na zemlji. Prvi Adam se je izkazal kot nespodoben in je skušnjavi spodlegel, drugi Adam, Jezus Kristus, pa se je skušnjavi uprl kot očetov poslušni sin. Jezus ni vstopil samo v puščavo onstran Jordana, ampak stalno vstopa v naše puščave. Koliko puščav je v svetu, drugačnih kot zemljepisnih? Koliko je puščav v nas samih? Najhujša puščava je to, da hočemo biti Bog brez Boga. Učiti se moramo računati na Boga. Sveto pismo pravi, dobro je mirno, v tišini, čakati na rešitev Gospodovo. Tišina je vedno večji izziv za generacijo današnje kulture. Že uvodoma smo slišali, k čemu naša kultura teži. Zasvojeni smo z nemirom. To pojasnjuje, zakaj nas tišina moti celo na bogoslužju v cerkvi. Postali smo odvisni pravzaprav od zmede, kaosa, hrupa, motenj, nasilja, nereda, izgredov in slabih informacij. Tudi to je skušnjava, kateri se je treba upreti in slabih informacij ne poslušati. V svetopisemskem izvirnem jeziku grški izraz za skušnjavo pomeni nekoga preveriti tako, da ga izzivaš, napeljuješ v zlo, da ga testiraš, da ugotavljaš ustreznost, ga preverjaš, gre pravzaprav za preverbo. Skušnjavec prihaja s predlogi, ki so nasprotni Božji volji, in te skušnjave so stvarne. Kako so kar trije evangelisti zvedeli za Jezusove skušnjave, saj takrat niso bili prisotni? Ne vem, če ste se kdaj o tem vprašali. Očitno, verjetno jim je o tem pripovedoval Jezus. Hudiča je zmotila predhodna izjava nebes pri krstu, da je Jezus Božji sin. Zato je te besede ponovil in jih položil v svoja usta rekoč, če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh. In če si Božji sin, se vrzi dol, kajti pisano je, svojim angelom je zapovedal, da te bodo varovali in tako naprej, da ne zadeneš ob kamen. Skušnjava vedno provocira, vedno izziva, da bi se dokazali. Ima videz dobrega, v bistvu pa Boga postavlja na laž. Všeč mi je, kar je zapisal cerkveni oče Avguštin glede skušnjave. Takole je rekel. On je pes, torej skušnjavec je kot pes, privezan na verigi. Lahko laja, naskakuje in napada. To, da ne more gristi, razen tisti, ki se mu preveč približajo in mu to dovolijo. Torej zato pazimo, da se preveč ne približamo skušnjavi in da ne dovolimo, da podležemo. Hudičeve skušnjave so globoko človeške. In ker je postni čas priprave, je prav, da razmišljamo tudi o tem, kako se upreti raznovrstnim skušnjavam.
Vsak človek na zemlji se z njimi sooča. In tu imamo 3 simbole. Kruh označuje bivanjske oziroma materialne skušnjave. Vrh templja označuje religiozne oziroma duhovne skušnjave. Kraljestva sveta označujejo družbene skušnjave. To so naši medsebojni odnosi, moč, slava, čast, ugled, oblast, nadzor in vse, kar sodi poleg. Prvi skušnjavčev predlog je bil, naj Jezus, lačen zaradi posta, reče, da kamni postanejo kruh. Hudič je namignil, naj Jezus, če je seveda res Božji sin, uporabi svojo božansko moč za potešitev lakote tako, da kamne spremeni v kruh. S tem je hotel Jezusa zavesti, da bi dal namesto duhovnim, pa tudi moralnim vrednotam prednost. Torej pred tem prednost fizičnim in materialnim potrebam. Skušnjava po hrani je seveda legitimna, je globoko človeška, vendar bi šlo v tem primeru za zlorabo, saj je šlo za pretvezo. Naj Jezus postane čudodelnik, še več, čarovnik, ki bi ljudi očaral s čudežem. Prav tako bi s tem Jezus ravnal neodgovorno, saj bi prišel do kruha brez dela, brez motike, kot pravi slovenski pregovor. Če bi Jezus kamenje s poti spreminjal v kruh, bi sicer vsi prihajali na njegovo gostijo, toda naše duše bi ostale lačne kruha z neba. In Jezusova zavrnitev skušnjave je jasna. Človek delaj pošteno in si kruh prisluži z znojem, brez goljufije, prevare, kraje, kriminala, podkupljivosti, korupcije, laži. Za Boga je delo vrednota, zato je treba delo spoštovati in ga ceniti. Skušnjava prve stopnje je zadovoljevanje lastnih fizičnih potreb, ki so sicer legitimne. Spreminjanje kamnov v kruh, seveda, če to kdo zmore, ni grešno, seveda ni grešno, je plemenito celo na prvo žogo, zelo dobrodelno dejanje. To, da Jezus je to naredil kasneje, po očetovi volji, ne na predlog skušnjave. Naredil je to takrat, ko je 5 hlebcev kruha spremenil v pojedino za več tisoč ljudi, ni pa tega hotel narediti na predlog zlobneža. Postavlja se vprašanje, česa v življenju smo lačni mi. Zahodna družba ni lačna kruha, lačni smo ljubezni, prijateljstva, zaupanja, odnosov, sprejetosti, izpolnjenosti, varnosti, vrednosti. In če poskušamo metaforično kamne spremeniti v kruh, se bomo znašli v težavah, kajti naša duša je predvsem lačna Boga, kot je napisal cerkveni oče, da ga spet citiram Avguštin. Takole, Gospod, ustvaril si nas zase in nemirno je naše srce, dokler ne počiva v tebi. Spreminjanje kamnov v kruh, kot pravim, samo po sebi ni grešno. Vemo, da je Jezus kasneje vodo spremenil v vino. Toda tu, na tem mestu, ko je šlo za skušnjavo, je bilo na preizkušnji to, Jezusova zavrnitev, namreč zaupanja Bogu in tudi odvisnosti od Boga. Ne bi mu bilo treba pripravljati seveda moke, testa, ognja, samo izgovoril bi, naj nastane kruh, zgodilo bi se in Jezus bi podlegel, vendar močan je tisti, ki obvlada sebe, ne pa drugih. Sploh pa, če ima ta, ki obvlada sebe, moč, ki bi jo lahko zlorabil. To je sad duha, sad ljubezni. In ta sad ima tudi ta del samo obvladovanja.
Pri ljudeh velja, da je vplivnejši tisti, ki ima zvezdice ali pa ki je močnejši. Pri Bogu pa šteje služenje. Skušnjavec je najboljši teolog. Izvrstno pozna Sveto pismo, celo citira ga, smo videli v tem primeru. Tudi ko je skušal Jezusa, je navajal Sveto pismo. Toda njegova razlaga Svetega pisma je v nasprotju s tem, kar pravi Božja beseda. Hudič je zagotovo vedel, kdo je Jezus, zato ga je posmehljivo izzival, naj dokaže, ali je res Božji sin, rekoč, če si Božji sin. Kako mojsterska manipulacija. Kako mojsterska manipulacija. Hoče nas spraviti v dvom in hoče nas prepričati, da od Boga nismo ljubljeni. Želi, da dvomimo v stvarnika. V resnici pa je stvarnik osebno zainteresiran za vsakega posameznika. Vsakič, ko te kdo ali nas kdo izsiljuje na tak način, vedimo, da gre za manipulacijo, ne pa za čiste namene. Vidimo, da je Jezus v spopadanju s skušnjavo uporabil Sveto pismo, ki je najučinkovitejše orodje zoper skušnjavo, rekoč, pisano je. Torej, kdorkoli Sveto pismo uporablja za dosego svojih interesov, načrtov, idej, Sveto pismo zlorablja. Kdor pa Sveto pismo uporablja tako, kot ga je uporabil Jezus, pa je to v blagoslov in v zaščito. Zato je Jezus odgovoril, pisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Usmeril je predvsem na duhovne potrebe. Pred podobno skušnjavo je tudi današnja cerkev. Na katerem področju? Krik lačnih seveda prodira in gre skozi naša ušesa. Trga nam srce in dušo. Cerkev ne more ostati ravnodušna do potreb ljudi, vendar to ni naše osnovno poslanstvo. Jezus Kristus nas pošilja oznanjati evangelij. Pravi, pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij. In kdor nima veselja do svoje vere, ne more o njej pričati drugim. Kdor nima veselja do svoje vere, ne more o njej pričati drugim. Božje veselje je rojeno v notranjosti srca in se vidi na obrazu, ne glede na okoliščine. To se vidi na obrazu. Papež Frančišek je nedolgo rekel, všeč mi je, kar je zapisal in rekel, kristijani, ne bojmo se biti veseli. Torej, kajti evangelij je vesela novica. To ni žalostna novica. Vsako srečanje s Kristusom rojeva veselje. Krščanstvo brez veselja je krščanstvo brez Kristusa. Drugi skušnjavčev predlog je bil, naj se Jezus, če je res Božji sin, vrže s templja, ker je pisano, svojim angelom bo zate zapovedal in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Torej, hudič je Jezusu namignil, naj pokaže, da se lahko reši svojo močjo. Ko računamo na svojo moč, ne pa na Božjo moč, smo že na poti, da podležemo skušnjavi. Kakšna kamuflaža, kakšno svetništvo, kakšna religioznost. Skril se je celo v Sveto pismo. Kdor začne hoditi s hudičem v gostilno, mora vedno plačevati račune. Kdor začne s hudičem hoditi v gostilno, mora vedno plačevati račune. Torej ne smemo prezreti, da so bile te besede izrečene na svetem mestu, v Jeruzalemu, na strehi templja, na vrhu Jeruzalemskega templja, kamor je hudič postavil Jezusa. Neverjetno. Kakšna kamuflaža, kot pravi apostol Pavel, se preoblači v angela svetlobe.
Le kje drugje naj bi se človek počutil varneje kot tam, kjer prebiva sam Gospod Bog. In skušnjavec je celo Jezusu zagotovil, da mu to ne bo škodilo. Kajti Bog sam je to obljubil. In zato je citiral tudi ta mesijanski psalem. Če si Mesija, potem to dokaži. Hudič se je izkazal kot izvrsten poznavalec Svetega pisma, kot doktor teologije. Tu gre za teološki prepir, gre za razpravo med Hudičem in Jezusom, gre za teološko debato. Ko nekdo navaja Sveto pismo z neiskrenim namenom, ki ne gradi vere in ne spodbuja sadu duha, ki je ljubezen, takrat je takšna razlaga Svetega pisma rušilna. Ko nekdo razlaga Sveto pismo tako, da ne gradi vere in ljubezni, je takšna razlaga Svetega pisma rušilna. In Jezus takšni razlagi, ki jo je Hudič tolmačil, ni nasedel, ni se dovolil speljati na tanek led, niti Svetim pismom. Jezus je namenoma citiral iz mesijanskega psalma misleč, če Jezus tega ne bo izvedel, te atrakcije, moramo vedeti, kontekst pa je tak, da so Judje v tistem času govorili in verjeli, da se bo Mesija prikazal na strehi templja v Jeruzalemu. Ni kar tako slučajno skušnjavec Jezusa odpeljal ravno na streho templja v Jeruzalemu, sicer bi ga kam drugam. Torej med narodom se je govorilo, pravi Mesija se bo pokazal na vrhu templja Jeruzalemskega. In zdaj, poglejte vi to skušnjavo, če si res Mesija, vemo pa, da Jezus je Mesija, potem se vrzi dol to, kar pričakujejo ljudje, to, kar govorijo rabini, in vsi bomo verjeli vate. Torej, bitka je dobljena. Pa še nekaj, globina je bila tam, kajti Jožef Flavij, judovski zgodovinar, pravi, da je bilo pod obzidjem Jeruzalemskega templja, da je bil tam prepad, kamor je oko globoko seglo, se ti je zvrtelo v glavi in spodaj je bil potok Cedron. Skušnjavec je Jezusu šepetal, če Hudičev predlog odkloniš, si spodleteli Bog. Si propadli Bog, ni ti uspelo, torej si lažnivec, z drugo besedo, dokaži, da te Bog varuje, da bodo angeli prišli in ti stregli. Vendar Jezus časa ni prehiteval, ampak je čakal pravi čas. Veste, kdaj so mu angeli stregli pri eni drugi skušnjavi? V vrtu Getsemani. Takrat, ko je šel na križ, da reši nas, ne pa da izvede atrakcijo. Ljudje tekajo za atrakcijami vse povsod. Poslušajo raznovrstne evangelije in raznovrstne novice. Vendar to ni konec. To je šele začetek padca. Reši samega sebe, če si Božji sin, in stopi s križa. Isto se je zgodilo tudi na koncu Jezusove poti, ne samo na začetku. Tudi ko je bil na Kalvariji na križu, spet skušnjavec. Če si res Božji sin, stopi s križa in se dokaži. Hudič je Jezusu v puščavi predlagal, naj naredi nekaj senzacionalnega, naj izvede spektakel. To, da Jezus ni prehiteval dogodkov. Jezus je vedel, kdaj bo Oče poslal, da mu angeli strežejo, ne pa na Hudičev predlog. In lahko se trenutno zdi vse v življenju ali pa kjerkoli porazno, uničujoče, propadlo, vendar to ni konec. Kristjan gleda naprej in usmerja se po veri in po Svetem duhu in ne gleda in ne veruje po gledanju, ampak po tistem, kar Bog dela
in on vidi, kaj je v ozadju. Jezus ni hotel biti kaskader. Kaj je narobe s tem, da bi Jezus tako močno verjel svetim spisom? Nič na prvo žogo. Bil bi zelo pravoveren, pa tudi, da bi verjel, da mu bodo angeli stregli. Tudi to bi bilo možno in je možno. Saj to sveto pismo obljublja, ampak ni se prišel dokazovati. Ni se prišel pravdati. Ni prišel nikogar prepričevati, ampak pričevati o ljubezni, služenju. Prišel je reševati. On nima potrebe po dokazovanju, ker je popolna osebnost. Je zdrav, tako in tako. Ni se mu treba dokazovati. Ne čaka odobravanje, ker je itak popoln. Torej, ni podlegel hudičevemu predlogu, kajti on zmore več kot to, kar predlaga hudič, da bi letel po zraku. Malenkost. Jezus je hodil po vodi. Amen, da. Jezus je hodil po vodi, vendar po očetovi volji, ne na hudičev predlog. Zlodej mu je predlagal slavo brez križa, prestol brez trpljenja. Zato je Jezus vrnil udarec z besedo. Pisano je tudi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga, kajti hudič je sveto pismo zlorabil. Ko ljudje zlorabljajo sveto pismo zato, da zadobivajo zase, vedi, da je to skušnjava. Kajti to ni čist namen, to ni čist motiv. Sveto pismo je sveto pismo in to naj tudi ostane. Zgodovina je polna primerov takšnih tragičnih zlorab svetega pisma. Žal tudi cerkev. Zato smo imeli suženjstvo in je še ponekod. Zato so bile vojne v imenu Boga in so še ponekod. Zato je na svetu rasizem, seksizem, ksenofobija, homofobija in tako naprej. Torej moramo biti obveščeni, kajti nevednost človeka zapelje. Najhujše je, ko iz Boga naredimo hišnega ljubljenčka. In veste, kako je to? Ta teden sem prebral, pa se me je zelo dotaknilo. Nek teolog je napisal, nič ni bolj nevarno, kot reči Bogu, poslušaj, Gospod, tvoj služabnik govori. Poslušaj, Gospod Bog, tvoj služabnik govori. Jezus ni nasedel leporečju. Veste, da bi lahko res ga ujele angelske roke, ko bi kot kaskader se vrgel z vrha templja, ampak ne na hudičev predlog. Kje se je to zgodilo? Na Golgoti, ko je rekel, Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Tam, po očetovi volji. In zadnja, tretja skušnjava je bil skušnjavčev predlog, da bo dal Jezusu medtem, ko ga je vzel seboj na zelo visoko gor, vsa kraljestva sveta in njihovo slavo, če pade preden in ga moli. Torej, drugače rečeno, če počasti hudiča. Ta skušnjava je ogrožala zvestobo Bogu in Jezusu je ponujala svetovno moč, uspeh, veliko ljudi, slavo, kariero, oblast, čast, položaj, ampak na račun duhovnih vrednot. Zlodej mu je pokazal vsa sijoča kraljestva. V Izraelu ni tako visoke gore, da bi se od tam videla vsa kraljestva sveta, očitno gre za vizijo. Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš. Torej ne spreglejmo, da je imel Jezus tudi človeško naravo in njegove skušnjave so bile resnične,
To ni bil mačji kašelj. Mi mislimo, meni je težko, Jezus, ti si pa le premagal skušnjave, saj si ti Jezus, ampak on je sin človekov, tako kot mi, razen brez greha in sin Božji. Svojo dušo bi lahko torej prodal hudiču, to da dejal mu je v 3. Poberi se, Satan, kaj ti pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Hudič itak laže, to je njegova taktika. Kaj bi mu dal, torej Jezusu, ko je vendar vsa zemlja Gospodova? Torej on ukrade za to, da nekaj da. On nima ničesar svojega, on vzame tuje. Namreč največja nevarnost je moč namesto služenja. Ko hoče človek nekoga poniževati in ga ustrahovati in ga nadzorovati. To je nevarnost sedanjega časa. Ustrahovati, poniževati in nadzorovati. Hudič je poskusil s tem, s prvo žogo, drugo žogo, tretjo žogo. Najprej z uspehom, slavo, močjo zemeljskih kraljestev, s čudeži, z atrakcijo, senzacijo, spektakli. Vendar Kristusovo kraljestvo ni od tega sveta. Kristus je to zavrnil. Šel je ustanoviti kraljestvo na eno drugo goro, ne na goro skušnjave, na goro Kalvarijo, tam na križu, ko je rekel, dokončano je, kajti on ustvarja novo kraljestvo, nebeško kraljestvo, kateremu ne bo nikoli konca, ne kraja. Ali ni današnja cerkev, in s tem končujem, spet izzvana s to isto zlodejevo ponudbo, naj se zapletamo v politiko? Ne. V korupcijo? Ne. V kapital? Ne. V politično oblast, vladanje? Ne. Naj svojo vero branimo z orožjem, z nasiljem, kot se to dogaja in se je dogajalo v vseh stoletjih? Ne. To ni Kristusov način vladanja. Kristusov način vladanja je ljubezen, služenje, odpuščanje, mir. Jezus v srečanju s skušnjavcem ni nasedel mamljivim ponudbam čudeža, atrakcije in oblasti in premagal je skušnjavo. Zato molimo v Oče našu in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Kako pa imeti moč za reševanje pred skušnjavo? Sveto pismo, kot Božja beseda. Pisano je post in molitev. Jezus je bil v času posta in molitve, ko se je to dogajalo. Sveto pismo, post in molitev, obiskovanje bogoslužij, torej skupnost, občestvo cerkve, skupno čaščenje in slavljenje. Seveda, vse v moči Svetega Duha. Zato je Jezus rekel, bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Apostol Jakob pa, podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Draga Božja cerkev, dragi kristijani, kristijani moramo živeti tako, da bi evangeliji, če bi bili evangeliji izgubljeni, jih lahko ponovno napisali pisci, če bi gledali naše življenje. Tako skušajmo živeti. Če bi bili evangeliji izgubljeni, ni možno, ampak če bi bili izgubljeni, da bi pisci še enkrat napisali evangelij lahko tako, če bi gledali naše življenje. Vabim k molitvi. Dragi Bog, pokaži mi, kje vabim skušnjave v svoje življenje. Nočem sprejemati slabih odločitev, ki sovražniku dajajo oporo in vpliv v mojem življenju. Želim te bolj spoznati, preživljati čas s tabo in črpati več moči za premagovanje skušnjav.
Pomagaj mi, da se jim uprem. Reši me pred njimi. Naj je moja ljubezen do tebe večja od moje ljubezni do skušnjav. Nočem več popuščati svojim zapeljivim željam. Tvojo prisotnost vabim v vse vidike svojega življenja. Napolni me svojim svetim duhom. Bodi moj ščit v času nevarnosti in težav. To molim v Jezusovem mogočnem imenu. Amen. Bomo vstali in končali skupno molitvijo, ki pravi v pesmi: On moč mi daje, ko sem brez moči. On moč mi daje, ko sem brez moči.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje oblečje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje oblečje nad te in ti podeli mir. Amen.